Število smrtnih žrtev torkovega potresa v tajvanskem turističnem mestu Hualien se je danes dopoldneva povzpelo že na 12. Reševalci so se namreč danes prebili še do 2 trupel žrtev, ki sta ostali ujeti v stanovanjski stavbi, ki se je med potresom nevarno nagnila. Žrtvi sta kanadska državljana.在这个区域，所以2个人是分开的。两个距离是很近的。Reševalce med njihovim delom večkrat zmotijo popotresni sunki, saj se tla po potresu še niso povsem umirila. Zaradi tega si želijo kar najhitreje najti še ostale pogrešane v stanovanjskem bloku. Pri iskanju si pomagajo tudi z reševalnimi psi, ki so pri iskanju pogrešanih nepogrešljivi. 应该是说搜救犬有稍微有动静，但是没有吠，所以不确定到底人员有没有在里面。有这个迹象，那有那个味道这样，对。Zaradi ponavljajočih se popotresnih sunkov in nevarnosti novega silovitejšega potresa je v teku tudi operacija, s katero želijo čim prej porušiti najhuje poškodovane objekte. Med njimi tudi znan hotel Marshall. 这些大楼要立刻的拆除，我们不希望万一有下一次的地震，造成周边房屋无可恢复的这个灾难，所以这是严重的危楼，必须要立刻来整理。 Hitremu ukrepanju pri odpravljanju posledic potresa je pozval tudi tajvanski notranji minister. 灾后房屋尽快去评估这个部分，尽快去评估。那如果要有红单就有红单，黄单就有黄单，那让民众知道说，我这个房子现在是不是真的安全？ Več kot 700 ljudi je varnost poiskalo v telovadnici osnovne šole. 大部分都是心理方面跟感冒方面的疾病。那其实这么多人聚在这个地方，首先要注意的是感染的管控。 好，因为大家聚在一起，我们难免就是怕说互相会有一些小毛病会互相传染。那其次呢，对于慢性病来讲，像高血压、糖尿病这些需要持续服药的病人，我们需要能够提供他持续的药物。V torkovem potresu je bilo sicer ranjenih še več kot 270 ljudi. Potres pa je povzročil tudi veliko gmotno škodo ter povzročil težave pri oskrbi z elektriko in vodo.